31. oktober, leto 1517. Nemški katoliški duhovnik in menih Martin Luther na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg pribije liste s 95 tezami o prenovi rimsko-katoliške cerkve. To je zgodovinski dan. Prične se reformacija. Prvi glavni Lutherov ugovor je bil, da duhovnik mrtvim ne more dati nobenega odpustka, saj duhovniška oblast ne seže na ono stran. Motilo ga je tudi, da je bil denar od odpustkov namenjen gradnji bazilike svetega Petra v Rimu, a to je bil le začetek. Luther je predvsem želel, da duhovnost postane nekaj pristnega, notranjega in individualnega. Zavzemal se je, da naj bo cerkev preprosta, da se naj bogoslužje približa človeku in se opravlja v domačem jeziku. Menil je, da vernik ne potrebuje papeža, da bi se približal Bogu, prav tako ni potrebe po čaščenju svetnikov in relikvij. Biblijo je treba prevesti v materni jezik, tako da jo lahko prebira vsak posameznik sam. Vse te zahteve in ideje Lutra so pričele reformatorsko gibanje po vsej Evropi, vzpodbudile nastanek protestantskih cerkva, sprožile notranje preureditve katoliške cerkve in zaznamovale pomembna obdobja v zgodovini našega naroda. Slovenska reformacija nam je dala ne le slovenske knjige, ne le slovenski jezik, ampak dala nam je tudi zavedanje se, da smo Slovenci narod, da nismo nič manj vredni od vseh ostalih narodov in ne nazadnje, da je slovenski jezik tudi dovolj bogat, da se tudi v njem lahko Bog izraža sa svojo besedo. Torej, dobili smo knjige, dobili smo jezik in dobili smo v našo etnogenezo, da tako povem, nek zapis, da smo narod in da smo pred 25 leti tudi postali nacija sa svojo lastno državo in sem prepričan, da se je tudi že takrat tlakovala ta pot slovenskega človeka v samostojnost in da kot eden izmed evropskih narodov lahko danes soustvarjamo ne samo slovensko, ampak tudi evropsko in svetovno zgodovino. Zahteva Lutra po prevodih verskih knjig v jezike vernikov je pomembno vplivala na razvoj književnosti v mnogih ljudskih jezikih, med njimi tudi na slovensko književnost. Osrednja osebnost slovenskega protestantizma je bil Primož Trubar, ki je napisal več kot 25 del, med njimi leta 1550 prvo knjigo v slovenskem jeziku Katekizem. Knjižica vsebuje nekatera pojasnjevalna poglavja iz protestantskih naukov, 6 pesmi, 2 molitvi in pridigo o veri. Z njo je Trubar hotel učiti rojake protestantske vere in hkrati ustreči protestantskemu bogoslužju na slovenskem. Zatem je napisal še abecednik, kjer se je oprl na govore osrednjega slovenskega prostora. Tako je Trubar postal začetnik slovenske književnosti. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na ostale pomembne doprinose tega obdobja. Ja, v prazničnih dnevih, ko slavimo reformacijo, dostikrat govora o Primožu Trubarju v slovenskem jeziku in slovenski kulturi, vendar se pa moče premalo izpostavlja to, da je pravzaprav reformacija v Evropi omogočila nov tip kapitalizma. In ta tip kapitalizma je tudi zahodno Evropo oziroma Evropo dvignil na neko superiorno vlogo in pravzaprav ves svetovni razvoj poteka preko Zahoda. Tako da mislim, da je to zelo pomembno in zelo pomembno je za Slovenijo in za Slovence, da je reformacija tudi na slovenskem bila živa. V Mariboru konkretno smo imeli obdobje, ker je bilo skoraj polovico prebivalstva religiozno tako usmerjenega. In to pa tudi pomeni, da vsi ti impulzi, ki so potem vplivali na organizacijo življenja, na organizacijo ekonomije, so živi tudi pri nas v Sloveniji. Najpomembnejše delo slovenskega protestantizma pa je po mnenju številnih strokovnjakov prevod Biblije, ki jo je dal Jurij Dalmatin leta 1584 natisniti v Wittenbergu. V času reformacije je nastal tudi prvi slovenski pravopis Zimske urice Adama Bohoriča, ki je začrtal slovensko pisanje v naslednjih 2 stoletjih.
V Sloveniji je dan reformacije praznik od leta 1992. Gre torej za dan, ki nas spominja, kako zelo pomembna je zgodovina, saj je oblikovala potek dogodkov, ki še danes vplivajo na naše gospodarstvo, našo kulturo in slovenski narod nasploh.